Lepo pozdravljeni v 6. oddaji druge sezone Šport 1 na 1 in zdaj že našem tradicionalnem druženju, v katerem nekako drugače iz drugih zornih kotov spoznavamo slovenske športnike. Ker je februar, rečemo, mesec ljubezni, smo tokratnega gosta poiskali v Italiji, ki skriva kar nekaj ali pa precej romantičnih kotičkov. Sicer smo športniki vajeni bolj, rečemo, teh poti med hoteli, dvoranami, avtobusi in letališči, si občasno vzamemo čas tudi za kakšne lepe in prijetne trenutke. Tokrat bo z nami v družbi odbojkarski Luka Dončić, tako mu z veseljem rečemo, in izjemni Mariborčan prihaja iz odbojkarske družine, blesti pa prav tako v dvoranski verziji tega športa, kot tudi v odbojki na mivki. Rok Možič, dobrodošel, zdravo, servus, živjo, ne vem, kako bi te rad lahko pozdravil, povej nam prvo, kako si. Zdravo, zdravo. Jaz sem super, ravno smo se vrnili iz gostovanja, nažalost s porazom, ampak tako pač to je sestavni del športa. Za začetek mi povej, veš, jaz, ko sem bil mlad, me vsak poraz tek ful do toliko, ker sem bil ful, še zdaj sem ful rad zmagujem. No, vsak, kar se lotim, hoče zmagati. Zdaj pa ti povej, kako ti poraze prenašaš? Ja, jaz bi rekel, da skoraj vsak vrhunski športnik je tak, da pač ne prenese porazov. Jaz v mlajših letih je bilo to še hujše, je bil tudi kak jok, brcanje žog, jeza. Zdaj pač probamo bolj normalno sprejeti, ampak se še vedno v glavi vre, pač razmišljaš nazaj o tekmi, kaj bi lahko naredil boljše, v katerih trenutkih, da bi spremenil tekmo na boljše. Tako da pač po tekmi je res neko razočaranje in pa jeza, ampak pač probaš gledati naprej in pa, tako sem rekel, analiziraš neke stvari za nazaj, ampak dejansko ne moreš nič spremeniti, tako da pač probam zdaj res pozabiti to tekmo pa se fokusirati samo naprej, da bom dal na treningih vedno več in da bomo rekli naslednjič, ko se vračamo ali pa igramo doma, se vrnem domov z zmago. Zdaj pa, Rok, ta primerjava z Lukom, da si, rečemo, kot Luka Dončić v tvojem športu, a ti to godi ali to bolj vzemaš kot nehvaležno? Pa moram reči, da zagotovo mi godi, da me nekdo primerja z njim, ki je zdaj recimo super zvezdnik ameriške košarke, en izmed najboljših košarkašev zagotovo zdaj na svetu, mlad, že pri 16-15 letih odšel v tujino, v Real Madrid, dosega vrhunske uspehe, zdaj samo še nadaljuje. Zagotovo mi je to, bom rekel, tako sem rekel, godi ta primerjava, da nekdo vidi v meni to, kar pač vidijo v njem, mogoče pač še vedno, mogoče zdaj postaja skozi neka leta malo bolj realna, vseeno, ko so me to spraševali v Mariboru, sem jaz bil v slovenski ligi, on pa že v ligi NBA. Zdaj pa, ko sem res dokazal, da tudi to meni v najmočnejši ligi na svetu, lahko se kosam vsemi, sem trenutno še vedno najboljši skorer lige, potem pa bomo rekli, že malo bolj prihaja ta odbojkarski Luka Dončić kako bomo rekli, v spomin. Videla sta čudežna dečka, vsak na svojem področju. Zdaj pa Luka, tako si sam rekel, v bistvu si ga kar dosti spremljal, Luka je šel preko Španije v Ameriko, ti pa si v Italiji, si zadovoljen v Italiji? Moram reči, da sem zelo zadovoljen, ja. Trenutno tudi z Verono, tako pač bile so neke odločitve, kateri klub, kaj je najboljše, kjer bom dobil največ igralnega časa, tako da sem res zadovoljen. Tudi Verona, zelo lepo mesto, mesto ljubezni, tako kot si že začel v uvodu, tudi blizu mojega doma, kar se mi zdi pomembno, pač, ker je moj ata en tak veliki entuziast, zelo rad me spremlja na splošno odbojko, mu je tudi blizu, 4 ure se pripelje, pa je tukaj, tako da tudi, če karkoli rabim, je družina vedno blizu in ja, trenutno se počutim odlično, Italija tudi, že jezik mi je že malo bolj blizu, kar dosti razumem, bomo rekli, ker pač tudi že z reprezentance sem imel nekaj izkušenj, ker je trener bil Italijan, zdaj pa že tudi probam sam se pogovarjati, ampak je težko, se mi zdi malo, ker Italijani imajo probleme z angleščino, tako da jaz njih razumem, problem pa, ker oni pol mene ne razumejo, ko jim probam odgovarjati, tako da na to se še malo privajam, ampak zaenkrat res se počutim vrhunsko. Ti, kot si že sam prej rekel, da je to mesto ljubezni, ne? Pa si šel že pogledati
Kipec od Julije. Seveda. Bomo rekli, da prvi teden, že ko sem prišel sem, to je bilo konec septembra, je bilo zelo lepo vreme, še toplo za kratke hlače, tako da je bil Ata še tukaj z mano in smo šla v bistvu skozi celo mesto, te neke znamenitosti, potem pa seveda kdorkoli pride, ga sem jaz neki zdaj že turistični vodič po Veroni, tako da grejo vsi, pa bomo rekli, se za srečo dotaknejo Julijine dojke, ali kako se temu reče. Prsi, tako, jaz sem da hotel vprašati, če veš, kaj to pomeni. Pa je, da prinaša srečo, zdaj pa, če bo meni prineslo, bomo videli. Srečo v ljubezni, vse to sem hotel vprašati. Če imaš že srečo v ljubezni, ali še čakaš na njo? Še čakam na njo. Začniva s prvo rubriko, imenovano Generalno v 60 sekundah. Tukaj boš imel možnost med dvema odgovoroma ali in ti boš brez kakršnega pomislika mogel čim prej odgovoriti. Slovenija ali Italija? Slovenija. Instagram ali TikTok? Instagram. Kava ali čaj? Čaj. Sadje ali zelenjava? Sadje. Mivka ali dvorana? Dvorana. Evropsko prvenstvo ali Liga narodov? Evropsko prvenstvo. Avto ali kolo? Kolo. Servis ali blok? Blok. Grozljivka ali komedija? Komedija. Zmaga 3-0 ali zmaga 3-2? Zmaga 3-2. Nedelja ali ponedeljek? Nedelja. Prosto ali aktivno poletje? Aktivno poletje. Pica ali burger? Burger. Nogomet ali smučarski skoki? Smučarski skoki. Trening ali tekma? Tekma. Klub ali reprezentanca? Reprezentanca. Evo ga, prišla se do konca, zdaj pa, da malo analiziramo tele odgovore. Izbral si med dvema športoma, o katerem si razmišljal, ko si bil mlad oziroma pred odbojko. Kateri ti je bližje? Moram reči, da zdaj pač sem tako odgovoril na pamet, tudi glede na mojo kariero ali pa tudi prihodnosti, bi je nekako se mi zdi. Večkrat, ko me to vprašajo, rečem, da če bi se dalo primerjati enakovredno po denarnih vložkih dvoransko odbojko in pa odbojko na mivki, bi se verjetno odločil za odbojko na mivki, tako pa pač v dvorani res še vedno presegajo vložki v odbojko na mivki, ampak vedno sem rad igral to neko potovanje, potem tudi ni samo tekmovanje, ti greš tja, vidiš vse svoje prijatelje, se družiš, pač ko greš v drugo državo, spoznaš nove ekipe, tudi ko je tekmovanja konec, se podružiš malo, tako da je pač vedno nekaj novega. Ti, ko pač greš z ekipo, recimo zdaj greš na gostovanje, smo šli, si tam, otreniraš, si greš v hotel, prespiš, treniraš zjutraj, kosilo, počitek, tekma in potem se vračaš domov. Teda, če gledaš iz tega nekega življenjskega vidika, kako na temu rečem, je zagotovo mivka potovanje in pa spoznavanje novih ljudi nekaj, kar daje prednost pred dvoransko odbojko. Tole sem bil pa res presenečen, da ti povem. Pica ali burger, si izbral burger. Pa glede na to, da si v Italiji, sem mislil, da boš rekel pica, ker bi mogla biti res nekaj posebnega. Moram reči, da ko sem bil mlajši, nisem nikoli bil ljubitelj pice, zdaj pa mogoče, zato sem pač izbral burger, ker je v prejšnjih letih bil prej burger, zdaj ko sem enkrat prišel v Italijo, je pa tudi pica postala ena izmed mojih najljubših, čeprav mogoče ne rad toliko jem kruha, tako bomo rekli, že zaradi tega, ampak pica, ko je pa čas za njo, pa je zelo rad z veseljem tudi, tako da. Imajo zelo dobre pice v Italiji. A pa zelo paziš na to, kaj ješ? Pa moram reči, da mislim, tako, ne zdaj, da bi rekel, da je res vsak dan neka dieta, ampak probam se odreči nekim sladkim stvarem, ne preveč kruha, probati čim več zelenjave vnašati, čeprav tako nisem neki ljubitelj, zagotovo sem ljubitelj sadja. Pazim na nekaj, ni pa, da bi rekel, vsak dan res striktno. Ko je konec sezone, nekako ti v bistvu ne počivaš, ne? Rekel si, da imaš rad odbojko na mivki in si bil tudi, da rečemo, do 18 let podprvak, pa evropski prvak 20 let. Za kakšna je razlika? Pa razlik si že rekel teh med samo odbojko in odbojko na mivki, rečemo, že samo druženje je drugačno in to. Kaj so pa tiste specifične razlike, rečemo, pri odbojki na mivki in sami odbojki?
Pa jaz bi rekel, da pač obojne sta ekipna športa, s tem, da je v odbojki na mivki sta samo dva, tako da je bolj zagotovo odvisno od posameznika in pa od tvojega soigralca, ker pač vsaki drugi dotik mora biti tvoj. V normalni odbojki, to meni dvoranski, lahko da pač tudi se ti ne dotakne žoge, pa je točka. In pa, ja, pesek, bomo rekli, da tudi zdaj, ko spremljam veliko odbojko na mivki, nekatere ekipe boljše funkcionirajo na trši podlagi, tako kot je tudi v tenisu, če pogledaš, nekatere pa na mehkejši, da se pozna tudi različne vrste mivke in pa seveda veter, sonce, temperatura, dež, vremenske okoliščine, ki pač ne moreš vplivati na njih, ki so v dvorani, bomo rekli, pač ne vplivajo in so za vse isti pogoji, tako kot je tudi na mivki, ampak s tem, da lahko nekatere ekipe igrajo dosti boljše pod recimo vetrom, v dežju, v neki vročini, nekateri pač ne zdržijo do konca. Zdaj pa pokukajva še malce v preteklost in pokukajva v prihodnost. Čas je za video uvid. Tvoj oče je trener in da v Selnici ob Dravi ima tudi, rečemo, poletne odbojkarske tabore. Pa si kdaj pomislil, kaj bi bila tvoja pot, če ne bi, rečemo, bil v družini, ki bi se ukvarjala z odbojko? To težko rečem. Jaz mislim, da pač ker sem taki tip človeka, bi zagotovo bilo to v športu. Zdaj, če ne bi bila odbojka, lahko da bi bil nogomet, glede na to, da je Maribor še vedno nekako nogometno mesto. Ampak ja, probal sem dosti različnih športov, najrajši sem imel športe žogo, recimo pač rokometa nikoli nisem probal nekaj ful, tako da žal. Bomo rekli, da ga rad gledam, nisem pa tak nasilen tip za rokomet, da bi se tam trgal drese in to. Tako da to. Ampak ja, na splošno športni žogo, zdaj kar bi se pa odločil, pa težko reči, tako pač. Vesel sem, da sem dobil takšne ate in mamo in res, da sta me tako spodbujala, tudi brez njiju seveda ne bi bil to, kaj sem. Ti poletni tabori pa so mi tudi zagotovo dali veliko, preživel sem cela poletja tam, tudi, bomo rekli, igral veliko odbojke na mivki in zaradi tega tudi ti potem, zagotovo mi to pomaga tudi v dvoranski odbojki, se znajdem v nekih situacijah lažje. A imaš kako fajn anekdoto iz teh taborov? Kako smešno? Pa bomo rekli, da tam se je najbolj dogajalo proti večeru, ko se pač konec treningov po večeri zunaj lahko, ne vem, se igra košarka, ping-pong, karkoli, neko druženje. Dostikrat pa smo se radi igrali, mi smo rekli igri zombiji, da se cela soba zatemni, to meni, da se nič ne vidi in en kao lovi in to je bilo potem, posle so pa dvonadstropne in je en padel dol in si je zlomil roko, tako da to je bila ena taka ne najlepša prigoda in po tistem so se pol nekako te zombiji, ali kako smo temu rekli, neke skrivalnice, se je to potem ukinulo, je bilo prepovedano v taboru. No, pol te to ni odvrnilo, pa bi rekel potem, ne, zdaj bom pa jaz astronaut postal ali pa policaj, pa gasilc, veš, te tipične, jaz sem hotel biti gasilc, rečemo, ne, jaz sem imel tako tipično, pa pol astronaut, pa mislim, da sem Superman, ker sem gledal Superman filme, te stare še. Ti si imel vedno, da boš športnik, da boš... Pa moram reči, da ko sem bil mlajši, sem tudi zelo rad hodil gledati gasilce in pa vse te neke mogoče vojaške stvari, tako da, ampak nekako sem se vedno videl z žogo, vse pač karkoli se je dogajalo v šoli ali pa ko se je prišlo do športne vzgoje, sem vedno najbolj užival, tako da nisem nikoli razmišljal o kakšnem drugem poklicu, vedno sem rekel, da bi rad bil, bomo rekli, profesionalni odbojkaš. Sem pa slišal, da si tekmovalen tudi drugače, ne? Potem, ne vem, slišal sem tudi, da imaš rad družabne igrice. Pa me zanima, če se prijatelji radi igrajo s tabo družabne igrice, glede na to, da si toliko tekmovalen. Moram reči, da ko sem bil mlajši, sem bil kar nezaželen pri takih igrah. Tudi v ekipi sem bil včasih zelo naporen. Zdaj se dosti družim z temi, ki smo igrali prej, pa mogoče nismo bili, ne da nismo bili prijatelji, ampak smo prišli dosti krat konflikt, ker pač jaz na vsak način nisem hotel izgubiti in sem, ne vem, tiste, ki so bili v moji ekipi, sem delal pritisk na njih, ker niso igrali dobro, proti tistim, ki sem igral, sem se kregal z njimi, ker so bile neke odločitve take. Tako da v mlajših letih sem bil zelo tekmovalen, tudi vedno
ata pove to zgodbo, da sem z babico igral Človek ne jezi se in nisem pač, ona mi je pustila zmagati, zato ker ni hotela videti, da bi šel v jok ali pa da bi bilo kar narobe, tako da je vedno bil problem z mano se igrati neke igre, zdaj pa mogoče je to malo lažje, ko si pač vseeno malo starejši in pa vidiš, da pač ko se igraš s prijatelji, moraš tudi njim prepustiti ali pa kaj takega, ni vedno vse v zmagi na koncu. A pa golfaš kaj, da priješ do zmage? Ja, to pa dosti krat. Vedno so se skrivale karte, ne vem, še enkrat se je metalo kocke, karkoli je bilo možno, samo da se je prišlo do zmage. Evo, jaz imam pa z vsakom vam rečemo bucket list, ne, kaj bom delal, tebe pa povama, poznaš double igrico? Double? Pa veš, da sem slišal samo... To imaš pa pok kartic takih okroglih, ne? In pa imaš sličice na teh karticah in obračaš, no, eno imaš na sredini in ti imaš, vsak ima pol kart in gledava, kar imaš ti, kar ima skupnega s to karto, ki je na sredini. Okay. In potem pač ugotavljaš in tisto, ko je prvi ugotovi, da izgubi karte, zmaga. In to te povabim. To te povabim, pa da vidimo, kdo je boljši. Zmenjeno. Kaj pa zdaj prihodnost, kako si jo začrtal oziroma kaj si želiš v tvoji prihodnosti? Pa moram reči, da trenutno pač razmišljam samo o tej sezoni, vsako tekmo po tekmo, vsak trening. Upam, da se uvrstimo v play-off in pa po letju me čaka reprezentanca, svetovna liga in pa drugo svetovno prvenstvo v zgodovini za slovensko odbojkarsko reprezentanco. Tako da si nadejam, da bomo prikazali vrhunske predstave, tako kot smo jih letos na Evropskem prvenstvu, da bo mogoče moja vloga v reprezentanci letos malo večja, to pomeni pač, da bom dobival več priložnosti za igro in pa da dosežemo neki vrhunski rezultat. Ne vem, če smo uspeli osvojiti 3 srebrne medalje, ne vem, zakaj ne bi osvojili medalje tudi na svetovnem prvenstvu. Kar se pa tiče klubske sezone, pa ja, tako sem rekel, končam to sezono, potem pa bomo verjetno po koncu razmišljali, če bom nadaljeval še vedno v Veroni ali se selim kam drugam, ampak mislim, da bo zagotovo Italija ostala moj dom. Je Italija nek NBA odbojke? Pa ja, vse imaš, ruska liga je fejst močna, ker pač Rusi so nasplošno znani kot zelo dobro fizično pripravljeni, poljska liga je močna in pa ja, italijanska liga, jaz mislim, da je še vseeno, tudi ko pogledaš potem, ko igrajo v Ligi prvakov, vidiš, da recimo neki Rusi, ko so recimo ta Novosibirske zdaj druga najboljša ekipa, pa jih italijanska ekipa premaga dokaj z lahkoto, bomo rekli, tako da pač še vedno mislim, da je italijanska liga najboljša na svetu. Zdaj pa od boja na preteklosti in misli v prihodnosti pa se osredotočiva na mite in legende. V odbojki imajo višji igralci prednosti pred nižjimi. Drži ali ne drži? Drži. Zakaj? Zagotovo. Pač, bomo rekli, da nižji igralci se nekako bolj znašdejo v poziciji libera, mogoče podajalca tudi. Zdaj vidimo, da je recimo zanimiv je ta Francoz Ervin Ngapé, ki je tudi en izmed mojih vzornikov. On je 193 in je pač dokazal, da tudi manjši igralci nimajo težav, ampak jaz mislim, da če si pa tam okoli 180, je pa kar težko, da bi igral tudi na poziciji nekega napadalca. Ampak ja, pač imajo prednost že zaradi tega, ker je odbojka, bomo rekli, šport, kjer se odloča v višini, to meni koliko nekdo skoči, koliko nekdo doseže v višini in zagotovo imajo pač višji igralci prednost pri tem. Pri odbojki na mivki potrebuješ več kondicije kot pa pri dvoranski odbojki. Drži ali ne drži? Drži. To, kar si prej sam rekel, ne? Ja, pač te neke zagotovo vremenski pogoji, pač jaz sem največ igral na Tajskem, to pomeni v 12 je bila ura, mislim, da 80% vlažnost, pa 35 stopinj in igrali smo 3 sete, na koncu pač je bilo samo še, kdo lahko žogo spravi čez mrežo in pa proba nekaj odigrati, je bilo res, na koncu smo samo vsi obležali, tako da je, kar se tega tiče, zagotovo razlika v dvorani. Težko, edino pač po nekih 5 setih si zagotovo zelo utrujen, zmatran, ampak na odbojki na mivki je lahko to še hujše. Pa tale je zelo zanimiva, poslušaj. V Italiji je pica boljšega okusa, nihče ne govori angleško in špagete ješ samo z vilico. Drži ali ne drži? Drži. Dokaj drži, no. Kaj pa ne drži?
Pa ne, v bistvu vseeno, pica je zelo dobra, tako kot sem rekel, nisem bil prej nikoli ljubitelj, ampak zdaj, ko sem tukaj, je zelo dobra. Govorijo italijansko, imam tudi soigralce, angleško, ki ne govorijo, recimo, tako da je kar problematično. V špageti pa tudi, koliko se jaz spomnim, ne da bi imel še, tako se pri nas recimo z žlico, pa to ne, če je to mišljeno, mislim, da samo z žlico. Tako da drži. Še dobro, da z rokami ne je, veš, tako v Indiji. Ja, res. Ja. Evo, zdaj pa pride na vrsto rubrika Nevidni boževalec. To je rubrika, v kateri boš skušal ugotoviti, kdo je nekaj povedal o tebi. To je pa res moja meni najljubša rubrika. Kam misliš, koga smo poklicali, da smo ga vprašali, kaj po tebi? Imam neko idejo, ampak ne bom prehiter. Vozimo v Kranj na drugi krog in je meni zmanjkalo baterije na telefonu in eno takšno vprašanje v kombiju, če imam dopolnilec in seveda Rok se tako javi. Jaz ga imam, ampak seveda ti ga posodim, seveda, če bom igral. To je bila ena takšna stvar, ki je bila zelo spet iz njegovega pogleda takšna zmagovalna. Seveda, on ima, tako kot na igrišču, on bo tudi žogo zaključil in vse skupaj, tako da to je bila takšna anekdota, ki mi je ostala res v spominu. Se spomniš te? Veš, da se zdaj tako, ko... Pa veš prvo, pardon, da prekinem, veš, kdo je? Ja, Sebastian Škorc. Prvo se mi je zdelo, da bo mogoče moj ata, sam se mi je zdelo preveč očitno, da bi bilo. Pa ko sem slišal trener, pa se mi je takoj začelo dozdevati, da bi lahko bil Škoro. Tako da ne spomnim se točno tako, ampak bi pa rekel, da zagotovo to sem bil jaz, ker pač karkoli bi naredil, da bi bil v igri in pa tako ti je rekel, nikoli me ni pač strah tudi v končnici, ko pride, vedno rečem, daj meni žogo, prevzamem odgovornost na sebe, tako da to me se mi zdi tudi krasi v nekih trenutkih in z veseljem zaključim tekmo. Tudi z očetom smo imeli dostikrat probleme v mlajših selekcijah, ker je bilo, ne vem, 24-12, dosti smo vodili, pa je hotel dati priložnost še drugim igralcem, pač v mlajših selekcijah probaš, da vsi igrajo in to, in ko me je menjal v zadnji žogi, ne vem, ko sem prišel na servis ali pa kjerkoli, sem bil, bomo rekli, jezen, ker pač sem rekel, zakaj me daš zdaj ven, ko je najbolj fajn, jaz hočem zaključiti tekmo, tako da tudi so bile borbe, ampak potem sem bil vedno vesel, da so lahko vsi, ki so pač prišli na tekmo, igrali zagotovo. Zdaj pa poslušajmo še, kaj se je zdelo tvojemu trenerju nenavadno, ko si prihajal na treninge? Zelo rad se je družil z soigralci, predvsem z Košenino sta bila skozi skupaj, mladost, norost, s kolesom sta se pripeljala na treninge, mi se pogovarjamo o enem od najboljših igralcev mladih v Evropi na svetu, tako da je takšnih lumparij in vsega skupaj tudi ogromno, ampak neke stvari so za kamero, neke niso. Se vodil s kolesom na treninge? Pa ja, ampak veš, kaj sem mislil, da bo rekel, dosti krat, tako ti rekel, sem z Alanom Košenino, smo, ne vem, bila pozna, jaz sem imel šolo, pa smo prišla z neko hrano na trening, to se mi zdelo, da bo to izpostavil, vedno pač, ko sem bil mlajši, se nisem toliko sekiral za to in smo jedla, ne vem, 10 minut pred treningom, potem pa v zadnji minuti prihajala na treningom še, ne vem, smutijom v roki ali pa nekaj, in pa so se oni vsi smejali, kavija samo jeta cele dneve, pa tak. Čak, imamo pa še eno anekdoto, ki je pa povezana s hrano. Bili smo 45 dni zaprti v hotelu, res da nam ni manjkalo popolnoma ničesar, vse nam je bilo na razpolago, ampak ko si ti na eni isti kuhinji, res da imaš bifejo, 100 stvari, sva se odločila, da bova šla malo ven pogledati, da greva nekaj, se nama je res nekaj drugega, sva si zaželela in na koncu sva šla in sva dobila katastrofalno in smo se smejala gori na terasi, ko smo si prinesla za jest, ko smo si naročila, je bilo zelo, zelo slabo za jest. Res je, tako ti je rekel, bili smo pač v hotelu, ampak veš, da se enkrat potem naveličaš te, kaj smo bili 40 dni tam, super je bila hrana, tudi
res vse testenine, različno, ampak se enkrat naveličaš in smo rekli, ajde gremo tu nekaj blizu pogledati, če je kaj dobrega, pa smo nekaj, ne vem, kako se temu reče, tam v Italiji smo bili tako in nekaj s pršutom, v glavnem, in je bilo res trdo, slabo, tada smo bolj se vsedla na balkon in smo rekli, kaj ne, zdaj to hrano naredimo, tada smo se malo posila, pa malo pojedla, pa šla pač nazaj na večerjo, ker žal ni bilo dovolj. A imate odbojkarji, naprimer jaz v karieri sem imel pač prepovedi nekaterih stvari, nisem smel, a ne? A imate vi tudi? Pa bi... Veš kako tako, to je bilo recimo na tej svetovni ligi, je bilo tako, da smo bili smo v hotelu Rusija, Nizozemska, Avstralija pa mi in smo pač imeli, vsak je imel svoj kotiček, tudi zaradi te korone malo, pa to, ker je pač bila prva zdaj svetovna liga po koroni. In potem priješ ti tja in nam je fizični trener ta za pripravo ukinil sladko. Vse, kar je bilo, in ti priješ v restauracijo, pa prvo vidiš od Avstralcev, mislim, da vidiš torte, tiramisu, sladko, ne vem kaj, vse živo, pa priješ pri nas, pa samo pač normalno, tako da je to nekako bila, bomo rekli nasplošno, tudi zdaj je bolj kot ne sladko, se pač probamo čim bolj izogniti, ampak smo potem po vsaki zmagi tudi v svetovni ligi dobili nazaj vse, kar pač nam je pripadalo, tako da pol smo si pač malo bolj privoščili, čez teden, ko pa se je treniralo, pa sladkega pač ni bilo. Zato, ker pol se 2 cm manj lahko drineš. Ja, recimo, mislim, zagotovo se pač pozna prehrana, tako da smo imeli malo, pri starejših so se malo pritoževali, jaz pač kot najmlajši nimam neke ful besede, ampak tako da smo vsaj za tekme, po tekmo dobili sladko. Ja, zdaj pa od zgodb in anekdot k rubriki Vidometer, kjer bova preizkusila tvoje znanje o odbojki. Odbojkarski klub Maribor ima v svojih vitrinah 3 naslove državnih prvakov. Drži, ne drži? Drži. Koliko vseh tekem Lige narodov je bilo lani odigranih v Riminiju? Manj kot 140 ali več kot 180? Jaz bi rekel, da več kot 180. Katera reprezentanca ima več srebrnih odličij z evropskih prvenstev v odbojki? Slovenija ali Italija? Slovenija. Italija, ne? Koliko jih te ima? Bom ti pol povedal. Vse si prav odgovoril. Prav si odgovoril, bomo pošla čez. Evo ga, kolikšna je največja hitrost, ki je kadarkoli dosegla žoga pri servisu v odbojki? 105 ali 134 km/h? 134. To si že prej odgovoril. Katerega leta so uvedli pravilo 3 odbojev? 1880 ali 1930? 1930. Je daljše odbojkarsko igrišče ali širše rokometno igrišče? Čakaj, je daljše... Čakaj, samo ne vem, se gleda celo odbojkarsko kot 18 metrov? Ali Ja. kot 9 metrov? Ne, 18. Pa celo širše. Bolje odbojkarsko, po moje. To je fajno vprašanje, ali? Še nisem zmotil. Na katerem evropskem prvenstvu so slovenski odbojkarji osvojili več točk? Na evropskem prvenstvu 2019 ali na evropskem prvenstvu 2021? Več točk, samo vsaka točka šteje. Vsaka točka šteje. Jaz bi rekel na 2019. Katera reprezentanca je prva osvojila zlato olimpijsko medaljo v odbojki? Sovjetska zveza ali Poljska? Sovjetska zveza. Proti kateri ekipi ste vsi zaigral na tvoji prvi tekmi italijanskega prvenstva v dresu Verone? Chieone, Padova ali Itas Trentino? Trentino. No, vidiš, da niso tako težka. Katerega leta je bil v Veroni postavljen znameniti kip Julije? 1946 ali 1972? 46. Evo, konc ima. Kaj misliš? Kaj misliš, koliko si imel prav? Jaz bi rekel 7 od 10. Ja, bravo, točno 7 si imel. Bravo. Evo, zmotil si se. Drugo tekem Lige narodov je manj kot 140,
Pa zmotil si se v rokometnem igrišču, Širše, ja, 20 metrov. 20 metrov. Aha, Ja. okay. 20 metrov, pa zadnjo v Veroni, evo, zdaj boš vedel, ko boš turistični vodič. 72, 72, evo ga, to. zapomnil. Počasi prihajava v koncu še zadnja rubrika, kjer nekako bo zamenjala vloge. Dam tebi priložnost, da mi lahko postaviš kakršnokoli vprašanje ali pa začneš katero temo, tako da čas je za rubriko Previdno z mano. Zdaj, ko si upokojen športnik, kaj najbolj ne pogrešaš? Vse bo šel, ti si še mlad. Mislim, Mislim, ne da me zdaj zanima, že kak je konec kariere, ampak tak, pa se misli, ko je, pač imaš celo življenje se odvija šport, potem pa, ko končaš, kaj se spremeni, no, tak. Ne pogrešam priprav, Okay, ne pogrešam kakih dolgočasnih treningov, pa ne vem, to ne pogrešam, to definitivno ne pogrešam. Tudi ne pogrešam vsakodnevnega, ne vem, tempa, potovanj skozi levo, desno, gor, dol, da nimam časa za nič drugega, razen za to, kar pač počnem, za moj šport, rokomet. To tega res ne pogrešam. Kak je pa bilo z prijatelji, pa z vsem tem družino, kak si v bistvu se z njimi, ker jaz pač zdaj vidim, prvič sem šel v tujino, ne? In z nekaterimi se mi zdi, sem pač bolj v kontaktu, kot pa z drugimi, ko smo tudi se zelo dosti družili, se mi zdi, ne vem, kako potem spoznaš dejansko, kdo je pravi prijatelj, pa kdo ti vedno, kako bi temu rekel, bo vedno za tebe, tudi v težkih trenutkih. To je čisto odvisno. Jaz imam prijatelje, naprimer Niko, živi v Parizu, ne vem, se že mislim, kar do neki cajta nimamo toliko stikov, ne? Ampak se tudi ne slišiva vsak dan ali pa vsak teden. Ne? Ampak z Meriko, to je moj najboljši prijatelj. Ne? In z Meriko se vidiva, rečemo, je to, kot da, mislim, a veš, tisto, ko rečeš, wow, da se res razumemo. Ne? A veš, tako da meni tudi ni pomembno, veliko kontaktov sem zgubil s prijatelji, a ne? Potem se jih pač, nekateri so se vrnili, nekateri ne, pač so zone, ko pač je nekaterimi bolj kot z drugimi, ampak nekako, ja, nekatere sem definitivno tudi zgubil zaradi te oddaljenosti 16 let v tujini. Ne? Ljudje imajo svoje življenje, imajo svoj ritem življenja, delo, študij, marsikaj, ne? Mi pa svojega, ne? In potem pa včasih pač ne gre skupaj, ne? Ta trenutek. Smo prišli do konca, res bi se ti rad zahvalil za tvoj čas, želim ti valjda kariero oziroma sezono, da končaš lepo in brez poškodb, tudi celotno kariero brez poškodb, oziroma čim manj poškodbami, da dosežeš tisto, kar bo si želel, kar si prej omenil, in da valjda se vidimo kje, pa gremo na kakšno kavico in še kaj pokomentiramo. Obvezno. Hvala tudi tebi za povabilo, res je bilo fajn, ne vem, koliko smo preživela sploh časa skupaj, ampak je zelo hitro minilo, tako da res sem užival in hvala za povabilo, pa ko se vidimo, pa obvezno kavica, pa kaj si rekel, double? Double gremo igrati, ali pa tole bom natreniral, tole pa bomo Katan bom natreniral, pa lahko bomo še Tine to rekla, ne znam pride, če bo upal. Hej, samo to me še zanima, pa ti Tine tako razumeš tako, ko bo zavija po Koroško? Moram reči, da pade včasih kakšna šala na ta račun tudi, dosti krat, sej Vinko, to tudi poznaš. Ja. Imamo v Ljubljani, ko gremo jest, je tam ena restauracija mehiška in pol Tine vedno naroči pico ali pa karkoli in ga oni oponaša lastnik. Jaz sem Tine, bi naročil eno pico, tako da se vedno kakšna šala pade na ta račun. Ja, ni problema z razumevanjem, ampak pač za nas je nekaj novega. Ja, zdaj mogoče počasi se boš lahko začel smejati, prej se nisi smejal. Ne, kaj je sine, kaj ti smeješ?